V bistvu začnemo seveda po korakih. Eni bojo potrebovali več časa, eni bojo potrebovali manj časa. To je odvisno tudi od same vitalne energije, ki jo posameznik ima, s katero se tudi rodi. Tako da začnemo s temi spremembami, ki jih lahko uvajamo v svoje življenje, v svoj način prehranjevanja. Najboljše bi bilo recimo, če imamo težave s prebavo, s presnovo, da izločimo živila, ki ponavadi povzročajo te težave. V praksi se je pokazalo, da največ težav povzročajo mleko, mlečni izdelki, gluten. Tudi če nimamo določenih intoleranc ali težav s temi živili, se je v praksi pokazalo, da če jih izločimo, da se stanje drastično izboljša, ker damo možnost tudi našemu imunskemu sistemu, da se regenerira. Tudi same sluznice v našem prebavnem sistemu se na tak način lažje regenerirajo. Seveda tudi izključimo tiste živila, ki so ponavadi problematične za vsakega posameznika. To tudi lahko določimo s kakšnimi testi. Obstajajo različni krvni testi, tudi intolerance na hrano, pa tudi znani testi hrano, ki povzroča različne alergije, in jih seveda izločimo v tem primeru, ker ne želimo dodatno stimulirati svojega imunskega sistema pretirano in po nepotrebnem. Seveda vključimo tudi živila, ki so blagodejna za našo prebavo. To so predvsem živila, ki vsebujejo veliko klorofila, veliko magnezija, kalcija, kalija. Tukaj govorimo seveda o zeleni listnati zelenjavi, o sadju. Seveda, če so kakršnekoli težave z želodcem, pa ne moremo uživati recimo presne hrane, potem seveda moramo hrano pripravljati v kuhani obliki. Ampak se definitivno izogibamo tistim alergenom, tudi tistim živilom, ki ponavadi povzročajo reakcijo, ker vsebujejo veliko histamina. To so recimo živila, ki jih poznamo kot kakšne sire, kakao, določena fermentirana živila, alkoholi, posebej pivo, pa vino, kakšni citrusi, jagodičevje. To so vse živila, ki lahko so kot eni triggerji, da se dogajajo kakšne spremembe, ki jih ne želimo v našem črevesu. Seveda, če imamo težave s kandido, se normalno moramo izogibati uživanju sladkorja ali poiskati tako eno alternativo, ki je v tem času primerna. Seveda, kot sem že omenila, je treba tudi poskrbeti, da je čim več tudi sveže hrane, če lahko uživamo, ker tista sveža hrana nas bo obogatila tudi z encimi, ki so ključni pri samem procesu prebavljanja hrane. V kakšnem času se zgodijo spremembe, to je itak tudi odvisno od vsakega posameznika, ampak zelo hitro. V bistvu tam že pričakujete po 2 tednih ali 3 tednih, da se zgodi ena konkretna sprememba, da se počutite mogoče boljše. Na začetku pa se lahko tisti simptomi, ki se pojavljajo, se lahko poslabšajo, ampak naj vas to ne skrbi. Kalček, naravno z okusom.